Živijo in lepo vas ponovno v novi video vsebini pozdravljam. Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Vesela sem, da smo ponovno skupaj. Danes sem res pripravila ena taka zelo pomembna video sporočila. Vem, da so vsa pač pomembna, pa vsak po svoje posebna, ampak tokrat sem se odločila, da spregovorim o eni tematiki, katera zanima mnoge. In sicer, kaj je v resnici z umiritvijo misli, kako se umirijo misli. Ja, veste, ko imate vse te hrčke, pa imate dvome, pa imate skrbi, pa bi najraje, da se vse to skupaj neha, ker vas ali telesno izčrpa, ali čustveno izčrpa, ali pa kar vse skupaj. In danes smo imeli v bistvu z eno tako čudovito skupinico samih punc, smo imeli spletni tečaj zen meditacije in smo se pogovarjali tudi o teh stvareh. In sem v enem trenutku rekla, to moram pa posneti, moram še ostalim ljudem, ker nisem mogoče del tega tečaja, moram povedati eno tako zelo, zelo pomembno sporočilo. In sicer smo se pogovarjali o ponavljajočih se mislih. A veste, ker se vam kdaj v življenju nekaj dogaja, imate neko skrb, se dogaja neka situacija, ali pa pride neki odzuni in tako naprej. In v bistvu se vam začnejo porajati te misli, vsi poznamo te misli. To so te misli, ki ne znajo biti tiho, To so te misli, ki si misliš, a se bo že to nehalo. Ker vedno znova prihajajo na plano, eno in isto meljejo in eno in isto ponavljajo. Zato jim seveda tudi rečemo ponavljajoče misli, Zdaj pa, predvsem zato, ker tudi moderne prakse seveda tako govorijo, ogromno ljudi išče načine, kako utišati. To je mogoče najpogostejši nekak izraz, ki ga jaz sama slišim, kako utišati, Kristi, kako utišati te misli, Kako narediti, da me bojo pustile pri miru. Pa bi bilo mogoče danes dobro, da malo o tem spregovorim in mislim, da boste to ful dobro razumeli in da boste tudi lažje nekako šli v zdravilni proces z samimi temi mislimi. Ponovadi, ko se dogajajo pač ene in iste misli glede mogoče ene in iste situacije, ljudje iščejo vse žive načine, da bi take misli seveda utišali. Take misli se da načeloma utišati na več načinov, eni to delajo na zelo destruktivne načine, kar definitivno ni nekaj, kar vam bom jaz svetovala, ker jaz sem drugi pol, Ampak eni ljudje pa to iščejo na tak način, da tudi, ne bežijo, ampak nekako se probajo zateči v duhovne prakse, zato da bi te misli potihnile. Ampak potem so ugotovili to, da se te misli vedno znova vračajo in vedno znova ponavljajo. Tako pomeni, če greš ti meditirati, v redu te bo misel ali pa situacija pustila pri miru, ampak takoj, ko boš pa nehal meditirati, pa mogoče se to vrne ali pa te bo mogoče pustili na miru za tisti večer, pa če se drug dan ponovno ti kaj dogaja, se zadeva povrne in potem moraš spet meditirati in tako naprej. In zdaj bi vam rada v bistvu zelo razložila ta miselni proces, Možgani so zelo narejeni tako, da potrebujejo nek zaključek, rabijo vedeti eno stvar. Vkolikor jaz naredim to pa to pa to pa to, oziroma se zgodi to pa to pa to pa to, morajo možgani imeti zaključek, kaj zdaj to pomeni in kakšen je moj naslednji korak. Možgani so zelo naravnani na to, da so, bom probala čisto res laično povedati, da so naravnani na to, da prihajajo od točke A do točke B. Predstavljite si, tako kot imajo navigacijo. Oni imajo pač nek cilj, začenjajo iz točke A in morajo priti na točko B. In tudi, če imate recimo vi navigacijo, če imate navigacijo in veste, da morate priti do točke B, torej štartali ste nekje, v Ljubljani, končali boste v Mariboru, vi morate vedeti, zakaj bi tja prišli. Je res, Torej, morate vedeti, zakaj bi se tja odpeljali. Mislim, dobro, in ljudje se kar tudi tako malo vozijo, ampak ponovadi pa možgani niso tako naravnani. Oni morajo vedeti, zakaj pač nekaj obdelujejo in kaj je rešitev tega, In ponavljajoče misli se dogajajo za situacije, ki se ves čas ponavljajo. To pomeni, kjer se nič ne spremeni, kjer ne pride do nobenega zaključka, kjer ne pade nobena odločitev. In oni bojo toliko dolg te eno in isto informacijo spravljali na plano, dokler jim ne boš rekel, to je tvoja točka B, zaključi tukaj. Na kakršen koli način boš ti že zaključil. A boš spustil, boš pozabil,
no, če to lahko, pač jaz recimo meni to ne gre, jaz moram nekaj narediti, a boš nekaj ukrenil, boš nekaj spremenil, se boš nekaj fizično premaknil, karkoli izmed tega je. Ampak to je definitivno fora možganov, ne. In zdaj ponavljajoče misli, kljub temu, da jih je fajn razbremenjevati z meditacijo, pa jaz vidim, da mogoče ljudje malo preveč počnejo to, da samo utišajo misli, premalo pa probajo razumeti. To pomeni, da premalo pa dejansko se zavedajo, da je to komunikacija. Tudi miselni sistem, naši možgani, vse to je orodje neke duše, ki je v inkarnaciji. In jaz sem ugotovila, če vam bo kaj pomagal pri sebi, eno stvar. In sicer, če se meni začnejo ene misli ponavljati, to pomeni, da se začnem ali o določenem človeku spraševati, ali padam nekaj v dvom, to pomeni, čim ti bom jaz dala več, ne vem, minut, ur, kakorkoli že nekega ocenjevanja, zakaj je to tako, pa razumeš? Tako naprej, to pomeni, da meni moj miselni sistem preko nareka duše, a ne sporoča, da ta situacija meni na kakršenkoli način že je ne služi. In zaradi tega se mi misli ponavljajo. Saj sem povedala zadnjič, ko sem imela meditacijo z Budo na spletu, sem rekla skupini, jaz se nikoli ne sprašujem, a bo Mihael Žmahar pravi partner za mene. Pa sem da mogla poročiti, da bi da mogla ostati skupaj. Tudi, ko mi gre model najbolj na živce, pač tega ne počne, pač vem, on je ta, razumete? Z vsem, kar zraven pride. Če pa se začnemo eni situaciji spraševati, pa tako pa, a je to dobro zame, kaj pa, če mi hoče vesolje povedati, da moram iti naprej, kaj pa, če je to mogoče v bistvu signal, da moram iti na boljše, a pa da mi to ne služi več, a pa da mi črpa energijo, čim se to začnem ogromno spraševati, je ponovadi v zadnji resnica. In v bistvu moja duša želi, da se s tem nekaj zgodi. In ker je ona toliko zelo vztrajna, ona je res zelo vztrajna, ona bo ta miselni proces ponavljala ne kot da te mrcvari in ne da te muči, ampak zato, da ti daje v bistvu neko navodilo, neko vodilo, da ti pomaga. Zato, da ti reče, to zdaj ni več zate, to ni več zate, to ti ne služi, to je treba spremeniti, da te opozori kakorkoli že in te proba usmeriti v pravo smer. Razumete, samo zato se gre čisto za nič drugega se ne gre. Tako da zelo pomembno je, da dejansko razumete to, da vsakič, ko se vam bojo te res misli ponavljale iz dneva v dan, a je to zame, a ni to zame, zakaj to me spravlja v dvome, zakaj me spravlja v skrbi, je meditacija nekaj, kar ti bo trenutno pomagalo, ampak načeloma jaz ne bi tukaj uporabljala meditacij za tuškanje, ne vem, kako nepravilno zdaj to rečem. To pomeni, da potlačem noter, pa da utihne, ampak bolj bi delala mogoče na vašem mestu meditacije za razumevanje. Zakaj te misli, odkje prihajajo, koliko dolgo se mi že ponavljajo, glede česa se mi ponavljajo, ali so kakšne osebe vpletene, kaj meni to sporoča, razumete, zakaj, vprašanja tvorijo seveda odgovore, ne? Tako ponavljajoče misli dostikrat ljudje jemljajo kot sovražnice, pa v bistvu prihajajo kot prijateljice, ki ti bojo pomagale, da boš šel ti na naslednji korak, na naslednjo stopničko, da boš šel na boljši in to definitivno. Tako da zdaj je to kar intenzivno obdobje, kjer ljudje meni vsak dan poročajo, da imajo številne misli, ali da so nervozni, ali da o nekaterih stvarih ne morejo nehati skrbeti, pa razmišljati. To je zaradi tega. Tako da v tem obdobju, če se vam to dogaja, da ne morete nekaj nehati razmišljati, da vas nekaj skrbi, pomeni, da je treba nekaj ukreniti. Ne moreš kar čakati, da se bo nekaj od zunaj zgodil, pa da ti bo prinesel neko čudežno rešitev, ampak ti ta ponavljajoča skrb v bistvu simbolizira, da bo treba nekaj ukreniti, da se bo treba nekam premakniti. Ja, ampak jaz se ne morem premakniti. Nisi gora, lahko se premakneš, ok? Razumeš? Številni ljudje, ki imajo te skrbi, kar čakajo nekoga, da bo od zunaj prišel, pa jim rešil zadeve, a pa da bojo še hujš, mi je pa ta, čakajo, da mine. Razumete, mine kaj? Lekcija duše nikoli minila. Če bo ona hotela nekaj povedati in ti nisi hotel poslušati in si bil
razumeš, na mestu, si stopliclov, ne bo to nikoli dobra novica. Tako mogoče v tem tednu, ki je pred nami, blazno opazujte svoje misli in probite komunicirati sami s sabo in svojimi mislimi, zakaj take misli, zakaj se mi porajajo, kaj je njih sporočilo in potem rabite točko B, kaj je pa moja destinacija. V redu, v meditacijah, v vsem, kar delam na sebi, sem ugotovil, zakaj se mi to dogaja, zakaj te misli. Okay, ampak zdaj moram nekaj narediti. Kaj je tisto, kar moram jaz narediti? Skratka, ti moraš priti do točke B. A je to odločitev, ali so to spremembe, ali so to konkretni datumi. Skratka, moraš določiti, kaj bo točka B, ki bo zagotovila možganom, da bodo dobili svoj zaključek. Aha, mene to skrbi, naredila bom to, zaključek mu je to. Zafrkno, ne zafrkno, tako naprej, kakorkoli naredil si, kar si naredil, ampak možgani bodo zadovoljni. Aha, ta situacija, ki se je ponavljala in mi je sprožila to, ima sedaj razrešitev. Oni so prišli, navigacija naredila svoje, od A do točke B. Razumete, ne? In to je ful dobra novica. In zelo dobro je, da delate na tej vožnji energijsko in z meditacijami od točke A do točke B. Zdaj nekateri ljudje menim, da to ne znajo, mogoče či sami narediti, pa da takrat tudi rabite nas, ki smo učitelji meditacije. Zdaj, ljudje, ki imajo več težav s temi stvarmi, smo veseli, da meditirate na te 2-urne meditacije, ki imamo na spletu, pa so živo, ampak mogoče bi pa rabili tudi kaj več. Tako da pri meni imate na voljo tečaj meditacije, pa tečaj zen meditacije. Ljudje zelo sprašujejo, kaj je razlika, ful sta si različna tečaja, Tečaj meditacije je v bistvu bolj za tiste, ki rabijo umiriti misli, seveda z razumevanjem. To pomeni, da ste zelo miselni tipi, pa vam hrčki laufajo in rabite veliko meditacij, tudi z veliko moje razlage, kaj to pomeni v meditacijah, narediti z mano. Zdaj vsi tisti, ki bi pa radi znanje o meditaciji, kako energija teče, kaj ima s tem hrbtenica, kaj ima s tem Buda, kaj so rekli na to budistični principi, na kakšen način so oni to delali, kako so oni to ozaveščali, tukaj je pa za vas potem primeren tečaj meditacije. Torej, to je razlika. Tečaj meditacije bo 16. maja na internetu z mano, mislim, da je od 10 do pol 5 ali nekaj tasga, medtem, ko tečaj zen meditacije bo pa po, mislim, da je 3 urce, po 3 urce vsak drugi torek z začetkom 19. maja. Tako da oba tečaja nudita certifikat samo tokrat po spletu, ponovadi res hočem v živo delati s skupinami, da jim dam certifikat, ampak tokrat je taka situacija, in nisem hotela več ustavljati rasti ljudi, zato sem ponudila tudi to možnost, da tudi če delaš preko spleta, zato ker se bomo tudi pogovarjali, pa lahko klepetate z mano, pa tako. Tako da imate tokrat možnost, da naredite preko spleta tečaj in seveda tudi pridobite certifikat. Tako da pokukajte, prihajate številni drugi tečaji, šola manifestacije tudi na spletu 30. maja in tako naprej. Potovanje duse.si bo pravi vaš naslov. Če mi boste zaupali, da vas jaz vodim, čez to kakorkoli boste pa to že naredili, vam želim pa vse najlepše in se vidimo.